Pozdravljeni. Ja, jaz sem, glede na to, da je ta HPC kontekst tudi tle, se mi zdelo primerno, da mogoče še malo drugače obarvam tole vsebino. Na nek način, recimo, to, kar je Mateja zdajle razlagala, koliko ljudi manjka, veliko jih manjka. Ne vem, verjetno bi, tudi če bi bilo 6000, bi veliko bi jih odtekli v tuje firme, tudi če bi fizično tukaj delali. Veliko bi jih naredili nove firme, tako da bi s tako številko bi se en drug val še pojavil. Tako da je v bistvu problem, se mi zdi, saj to bi bila sladek problem, če bi jih imeli 6000, pa bi jih pa odtekli nekaj, oziroma bi nov ekosistem firm lahko naredili. Ampak ja, verjetno se je treba, ne vem, kako drugače to lotiti. 6000 jih ne moremo dobiti, je zelo preprost, nažalost. Ali pa vsaj v kratkem času. Dobro, če gremo na to temo. Torej, recimo Mateja je zdaj predstavljala tale program, ki je čisto relevanten za, recimo, za ta moment, ampak seveda, glede na to, da se AI to hitro razvija, imamo že nove stvari na obzorju, ki bi v bistvu zahtevali, da ta učen program vsaj z nekaj alinejami še recimo opremili. Tudi ta prompt engineering, pa to postaja zdaj skoraj nekako skupno znanje, tako da oziroma tako infrastrukturno znanje skoraj da že, ker recimo 2 leti nazaj ni izgledalo. No, zdaj tukaj bom pa predstavil predavanje, sicer ima dosti slajdov, ampak bom precej slajdov tudi preskočil, ker bo zmanjkalo časa. Torej, nekaj mesecev nazaj so me poklicali za vabljeno predavanje ta Trillion Parameter Consortium. To je nekako ena asociacija teh mednarodna, torej preko Evrope, teh superračunalniških centrov. In seveda te superračunalniški centri morajo gledati naprej, zato ker gre za velike investicije. In vprašanje, ki so mi ga nekako postavili, je, kateri bojo te novi izzivi, ki čakajo, oziroma iz katerih bojo te superračunalniški centri pravzaprav v prihodnosti, v bližnji ali pa daljni prihodnosti, daljni, dajmo reči, bližnji pa srednji prihodnosti nekako generirali vsebino, oziroma kaj se bo vrtelo na teh superračunalniških centrih. No, zdaj v angleščini bo vse skupaj, ampak se razumete. Torej, eno izhodišče recimo za razmišljanje je to, nekaj, kar si nismo mogli misliti, če recimo 10-15 let nazaj, da bojo takrat tam po letu 2000-2005 se nam je zdelo, računalniki se počasi ustavljajo, ne moremo več hitrejših delati. In takrat je bilo približno enkrat pa pol na let so se, torej vsako leto so se pohitrili za faktor 1,5, nekaj takega bilo. In takrat je izgledalo, itak procesori ne bojo šli več gor in tako naprej. No, zgodilo se je ravno nasprotno, zaradi teh paralelizma in teh grafičnih procesorjev smo zdaj v stanju, kjer se na leto pohitrijo te procesori 4-krat, kar je bilo nepredstavljivo takrat, oziroma se nam je zdelo, se ne more biti. No, kaj pa zdaj to pomeni, če 4-krat na let? No, to je, tle sam citiram eno izjavo, da ne bo izgledalo, da se izmišljujem. To je ta Jensen, direktor Nvidia, ki ima tako rekoč monopol nad temi GPU-ji, rekel, ja, torej, če bo ta pohitritev veljala še naslednja leta in izgleda, kot da bo, v 10 letih, pa 4-krat na leto, je to približno milijonkrat hitrejši računalniki čez 10 let. Kaj zdaj to pomeni? Recimo, gledajte, ChatGPT, 2 leti nazaj, ko so ga naredili, so dobili
nekako baje neke 2-3 mesece, da so to zračunali na nekaj 10.000 računalnikih. Ne. Kaj to pomeni milijonkrat hitreje? To pomeni, da bi ChatGPT lahko zdaj začunali v nekih 10-20 sekundah, ne, čez 10 let. No, to tudi če ni milijonkrat, ne, tudi če je sam 10.000krat, bomo rekli hvala, ne, tako da ni taka stvar. No. No in zdaj to seveda odpira vprašanje, kaj si pa lahko še privoščimo s tako kapaciteto. Ne. Tle se zdaj ne pogovarjamo o energiji pa vseh drugih zadevah, ki so tudi seveda relevantne, ne, ampak torej vprašanje, kateri problemi so taki, ki bojo zahtevali, ki jih nimamo še rešene, ne, pa bojo zahtevali ali pa uporabljali to silno računsko moč. No, jaz sem razmišljal, ne, takrat in sem telih 5 linij nekako identificiral, ne, pa se bomo vsake od njih nekako dotaknili. Ne. Tle, recimo, da jih samo naštejemo. Ne. Torej, to, s čimer smo danes tako impresionirani, ChatGPT, LLM, generativna umetna inteligenca, to je na nek način vložimo ogromno podatkov, jih stisnemo in potem nam ta sistem nekako vrača, ne, tako kot pri ChatGPT-ju, nekako vrača iz teh modelov potem nazaj neke podatke, ki so malo preoblikovani in tako naprej. Ampak pravzaprav ne dela nič drugega, kot samo dejansko vrača podatke. Včasih imamo občutek, da zna nekaj sklepati, ampak v resnici ne zna. Ne. No, pravo sklepanje je ena taka stvar, ki mislim, da je morda najbolj pomemben izziv, ki ga se zdaj velik del znanstvene skupnosti se premika v to smer. Ne. Pa bom pol še osvetlil, zakaj je to sklepanje pomembno. Ne. Druga stvar, mi še vedno ne vemo, kako te stvari delajo, te današnji sistemi, kot so ChatGPT in tako naprej, ne vemo pa, zakaj tako dobro delajo. Sam zdi se nam mečkan, ampak v resnici nihče še ne razume. Ne? In to se je nekako prvič zgodilo, da nekako ne razumemo, zakaj nam je ratal, ne? Tako po domač povedano. In zdaj to je pa zelo nerodno, ne? Zato ker če ne vemo, zakaj nam je ratal, je zelo težko pol naprej planirati. Ne? Zdaj, zakaj nam je ratal, zdaj bi pa hoteli še korak naprej narediti, ker nam bomo še malo manj vedeli, ne, oziroma ne vemo, kam iti. Ne. Tako da se dela zdaj na tem, ampak še vedno ne vemo zares. Ne. Tretja točka so modeli sveta. Ne. Torej, ChatGPT je ena taka velika črna škatla, zdaj modeli sveta so pa eni taki osvetljeni delčki te črne škatle. Ne. No, s to tehnologijo se bo veliko dal narediti, ne. Pa da ne gremo v podrobnosti, potem številka 4. Nekaj, kar že lahko, če spremljate recimo zadnje tedne, mesece, no, kaj se dogaja, ali pa kaj trend v tej umetni inteligenciji, so te agenti. Agenti so nekako bolj ali manj avtonomni komadi softvera ali pa tudi naprave, ki nekako avtonomno se dogovarjajo, samo organizirajo in rešujejo bistveno bolj kompleksne stvari, kot smo jih danes vajeni. Če smo danes impresionirani s ChatGPT-jem, pa s temi modeli, ne vem, Gemini, ne, od Googla in Llama in vse te druge stvari, te stvari kar naenkrat postanejo male Lego kocke, ne, v celi zadevi. Ne. Samo male Lego kocke, ki se samo organizirajo. Ne. No, zdaj tukaj sem še napisal rekurzivni agenti, ne, kjer praktično se samo organizirajo lahko desetine, stotine, tisoče teh agentov in potem kompleksnost nalog, ki jih lahko rešijo, je bistveno večja. Ne. Na tem tudi delamo že tudi na Štefanu in tako naprej. In potem še drugi tipi podatkov. Zdaj smo spet impresionirani, zato ker smo besedila obvladali, pa slike, pa filme malo pa tako, ne. Ampak tipov podatkov še cela vrsta, ne, ki jih pravzaprav so še nedotaknjeni. Ne. Tako da to je nekako 5 izzivov. No, zdaj pa, kolikor imam časa, ne, veliko, dajmo majčkeno pogledati, sam vsako od teh točk, kolikor bo časa znesel. V vsaki točki bi lahko kar precej govoril. Ne. Najprej sklepanje. Ta sklepanje, pogledajte, bom povedal tako po domač, ne. Recimo, se spomnite tam v 90-ih, ko je računalnik prvič premagal človeka v šahu, ne, Kasparova takrat. Ne.
Zdaj tle, ne vem, morda v glavnem nismo neki super šahisti, verjetno tle not morda kdo je, no, ampak recimo navaden človek, ki zna malo šah igrati, kakšno potezo dve naprej znamo pogledati, ne. Če si mojster, ne, pol vidiš, ne vem, 7, 8, 9 potez naprej, odvisen, koliko dober si, a ne. Na računalnik vidi 15 potez naprej, ne, vidi stvari, ki jih mi ne vidimo, ne. No, to je recimo pri šahu smo to že izkusili, ne. No, ampak zdaj to, a ne, šah je le taka omejena igra z jasnimi pravili. No, zdaj pa nekaj podobnega se zdaj dogaja pri znanju, ne. A ne, to, kar ChatGPT pa te znajo delati, nam vračajo nekako podatke, tako približno na nivoju morda ekspertov, ne, tudi za stvari, ki jih mi ne vemo, jih lahko tam dobimo, ne, torej vidimo morda nekaj korakov naprej, ne. To, kar pa zdaj s temi novimi tehnologijami, če uporabljate ChatGPT, ne, je ta O1 model, ne, pa zdaj v zadnjih tednih je prišlo še nekaj novih ven, ne, ravno včeraj od Amazona, prejšnji teden ali 10 dni nazaj kitajski, ki je že presegel tudi tega, ta O1 od ChatGPT-ja, ne, ki pa nekako se trudijo sklepati, ne, in vidijo še korake naprej in prihajajo lahko do znanj, ki jih mi pravzaprav ne znamo niti poimenovati še, ne. Vidimo pa, da je nekaj tam, ne. No in v tem smislu je to sklepanje pomembno. Podobno kot pri šahu, ne, 5 minut imam sam še, tle imam en primer sicer, ne, vsi smo Sherlocka Holmesa gledali, ne, kaj nam je všeč pa Sherlocku Holmesu, ne. Vedno je en segment ali pa mogoče tudi več segmentov teh filmov, kjer Sherlock Holmes začne sklepati in potem nekako zbere un signal pa tist in pride do nekega sklepa na koncu, ne, ki ga drugi ne vidijo, ne. No, nekaj podobnega približno bi te računalniki bojo zdaj sposobni delati, ne. Tole bom preskočil. No in mogoče sam na teli slikci, da se ustavim, ne, bom zelo na hitro probal razložiti. Na horizontali imate pojave, ne, pojave, ki jih mi ljudje poznamo, ne, ki so nam znani, ne, pa pojavi, ki nam niso znani, ne. No in zdaj s staro tehnologijo izpred tega globokega učenja, kot so statistika, data mining, machine learning in tako naprej, smo se nekako izražali v človeku razumljivem jeziku, ne. In smo že prihajali tudi do nekih zanimivih rezultatov, ne. Tudi nam neznane stvari smo včasih znali že odkriti. No, ampak to, kar se je, ne vem, nekih 10-15 let nazaj zgodilo, smo rekli računalniku, no zdaj pa nehaj uporabljati način izražanja, to pomeni način izražanja, dajmo tako reči, ki je blizu ljudem, ampak se izraža tako, kot te paše, to, kar je računalniku naravno. No in to je bil ta velik preboj, ne. In tlele spodaj desno, tole je zdaj recimo to, o čemer zdaj govorim. Tle not se nahajajo, torej veliko znanj, ki so nam neznana, jih pa že vidimo, da obstajajo, ne. In to je, zato pa rabimo veliko računsko moč, če se vrnem na tiste moje prvo misel, ne, da bojo računalniki toliko hitrejši. No, če gremo na hitro naprej, razumevanje sploh tega, zakaj nam je uspelo, ne vem, s temi generativno umetno inteligenco, ChatGPT in podobno, ne. Tole bom preskočil, tole je sicer zelo zanimivo, ampak bom preskočil. Ja, torej bom tlele na teh naslednjih slajdih boste videli, ne. Približno, kako mi vidimo, ne, recimo en ChatGPT, ne, tako da eno črno škatlo, ne, kako v resnici noter izgleda, ne, in tako to lahko vsak z nekaj programiranja, ne dosti, to je tako, da vam povem, to je enih 50 vrstic programa ali pa še nič posebnega, ne, lahko že vidite v to črno škatlo tako, kot en množica enih takih balončkov, ne, ki so eni taki fragmenti znanja, skupine nevronov, ki so odgovorne za, ne vem, nekaj, kar je nam znano ali pa tudi ne, ne. In no, zdaj vprašanje, kako zdaj to nekako znati uporabiti, no, tako, to zdaj, da ne grem preveč globoko. Bom pa en primer zdajle na hitro samo pokazal, tudi tlele tretja točka, če se spomnite, so bili modeli sveta, ne. Zdajle bom pokazal en tak zelo enostaven primer, ki sem ga za eno konferenco pripravil, Hamlet, ne, vsi poznamo Hamleta, ne.
poznate tisti slavni segment, ne, to be or not to be, ne, biti ali ne biti. Ne. No in jaz sem tale, vidite tle na levi strani, ta segment iz Hamleta, ne. No in zdaj sem ga vzel in sem z nekaj prijemi, ne zelo komplicirano, sem spremenil to v pogled na svet s strani Hamleta. Ne, in to sem potem nekako zakodiral eno takole strukturo, ki se jo da tudi izvajati in tako naprej, tako zelo taka operativna struktura je, ampak v resnici to vsebuje pogled na svet, pa model sveta Hamleta. Super. No in zdaj imamo Hamleta nekako zakodiranega, ne. No, kaj pa lahko zdaj s tem delamo? Ne? No, pa sem pa vzel, no, tle še nekaj, pa ne bom šel, res nimamo časa, ne, drugače bi to rade volje razložil malo bolj. No, potem sem pa vzel, to je zdaj par mesecev nazaj bilo, glih takrat, kaj Biden razmišlja, bi bil predsednik ali ne. Ne? Zdaj sem rekel, no, zdaj pa dajmo vzeti, to je en članek iz New York Timesa bil, ne vem, par strani dolg, sem rekel, no, zdaj pa, kako bi pa Hamlet zdaj to videl, a ne? Zato, ker imamo mi pogled na svet Hamleta zdaj nekako zakodiranega, ne? No, dajmo to pogledati iz Hamletovega zornega kota. Ne? No in to tlele zdaj en del tega, spet ne bom šel preveč v podrobnosti, ampak ja, biti ali ne biti predsednik, bolj ali manj, no in to nekako je ratelj. No. Ali pa tle še en drug članek, ne, jet lag, vsi vemo, če smo kam daleč potovali, ne, da smo pač zamenjali časovne cone, ne, smo imeli ta jet lag, ne, no in tle je bil tudi en drug članek, recimo, zdaj, kako Hamlet gleda na jet lag, ne, to travel or not to travel, ne, na koncu, no. Spet 2 minute imam še. Na hitro se dotaknemo še agentov, no, to je zdaj velika tema, recimo, če pogledate, kaj te venture kapitalisti financirajo zdaj v zadnjih mesecih, ne, so firme, ki se agentic, ne, AI agentic firms bi rekel, torej firme, ki se ukvarjajo z agenti, ne, tudi v Sloveniji že imamo to. Ne. No in kaj zdaj to je? Da ne gremo preveč v podrobnosti. To je, prej smo rekli, množica relativno avtonomnih komadov softvera, ne. Lahko so pa tudi naprave, ne, v tem sistemu, ki se samo organizirajo in jim lahko damo zelo zahtevno nalogo in so zelo avtonomni, ne, plus adaptivni. Ne. In kompleksnost teh nalog, ne, ki jih lahko rešujemo, se zelo poviša, ne, tako nenormalno. Ne. In to je recimo ena stvar, za katero seveda bi tudi bomo dobili veliko več računske moči, hkrati bomo pa lahko reševali bistveno težje probleme, kot si jih danes mislimo. Ne. To je to, zdaj verjetno imam samo še 1 minuto. No, tlele je recimo primer par agentov, to smo mi delali. Na desni strani imate pogovor med voditelji držav, ne vem, Biden, Putin, še par njih, ne, ki se pogajajo med seboj. Ne. Mi smo jih predstavili kot nekakšne agente, ki potem nekako simuliramo to diskusijo. Ne. Se pravim, ta tema zasluži svoje predavanje, ampak to bodite pozorni na to. No in še čisto zadnja zadeva, no, to bom na hitro rekel, torej trenutno smo impresionirani, torej tle vidite en diagram, to ste morda že kdaj videli skozi leta, ne, kako smo z umetno inteligenco obvladovali te človekove veščine, kot so vid, sluh, torej govor in razumevanje govora, torej vid, prepoznava objektov in še druge stvari. No in vidite, ne, tole ta črna črta tlele gor, to je človekova sposobnost. Tu človek ni čisto perfekten, ne, ampak torej tam nekje približno 8 let nazaj so te sistemi umetne inteligence začeli presegati sposobnost človeka, ne, tudi pri prepoznavanju govora in tako naprej. Edino besedila nismo znali še razumeti, no, ali pa vsaj približno ga razumeti. No, to se je pa zgodilo tam nekje 2,5 leti nazaj, no, 2 leti nazaj, ChatGPT vam prišel, tisti sistemi so bili pa narejeni 1,5 leta pred tem, ne dosti več. Ne. No in seveda, tukaj je zdaj samo nekaj teh človekovih sposobnosti, ne smo rekli sluh, vid in tako tekst, teh tipov podatkov, ki jih pa so še skoraj da nedotaknjeni, jih je pa še cela vrsta. Ne.
In to je spet eno veliko polje, ki sam čaka, kdaj bo kdo se lotil tega. Sej počasi se to nekaj dogaja, ampak počasi. Tako da to je še ta peta točka. No, torej, zdaj končujem. Jaz bi pričakoval, torej, umetna inteligenca, o kateri se, ne vem, danes le pogovarjamo, to, kar je Mateja prej razlagala, ali pa tudi na raznih forumih, to je, bi rekel, tako, kot da bi rekel ena polpretekla sedanjost, stanje umetne inteligence. Če greste na raziskovalne konference, ker se, ne vem, raziskovalci, akademiki se pogovarjamo že o teh drugih stvarih, in že delajo. Morda niso še v produktih, pa jih ni tako enostavno, ampak to že vidimo, da gre. In se pravim, zelo malo bo treba osvežiti te vsebine, tako da bomo vsaj približno v toku s časom. Torej, odprto polje je še zelo veliko, torej zdaj v smislu priložnosti, seveda, ki jih pa lahko izkoristimo pozitivno, negativno, ampak v to recimo, da pa ne gremo zdaj. Dobro, mislim, da je moment, da končam. Če še kakšno vprašanje, hitro. Hvala lepa, aplavz za gospoda Grobenika. Vprašanje je na vaši strani, čeprav smo že malo v odmoru, ampak vabljeni, da zastavite kakšno vprašanje, vaše razmislek, mogoče pogled na umetno inteligenco in to, kaj zmore. Pa bi pa jaz čisto na kratko samo še to vprašala. Omenili ste agente, kaj že zmorejo AI agenti trenutno? Kakšen tak zanimiv, impresiven primer? Simulacija družbe je zagotovo ena stvar, recimo, ne vem, ena večjih slovenskih trgovin z agenti prevaja, recimo, recimo imena produktov in tako naprej pri širitvi na tuje trge. Recimo to z agenti naredijo bistveno boljš kot pa z standardno, recimo, tehnologijo strojnega prevajanja. To se zavedam. No, potem pa zdaj pa pogledajte, agenti. Če pogledate ukrajinsko vojno, pa tiste roje tistih dronov, to je v bistvu agentna tehnologija, samo da je tam uporabljena za vojno. No, zdaj nekaj podobnega, recimo, si pa lahko predstavljate, da se bo tle dogajalo, upam, bolj koristne stvari. Preprosti agenti, ki jih ponovadi oglašujejo, recimo, da rečemo ChatGPT, daj nam narediti eno lepo, prijazno turistično potovanje, tja pa zrihtaj vse. No in potem tista stvar gre, zrihta vse in dobimo nazaj. Recimo, to bi bil tak primer preprostega agenta, ki se samo organizira, gre ven na splet, aktivira se, spogaja in tako naprej. Ne vem, na Štefanu zdaj delamo pogajalskega agenta. Recimo, vsi smo na Zoomu, Teamsih ali takih telekonferencah, recimo, dostikrat, ko se pogajamo s kom, recimo, bi si želeli, da bi imel zraven enega, ki ti prišepetava, zdaj pa tole pozabil reči, ali pa zdaj pa tole bilo dobro, da bi mečkam še pokril za to, če hočeš doseči svoj cilj, bod pozoren na to pa to, ali pa na drugi strani razmišlja o teh stvareh, na katere morda ti nisi bil pozoren in tako naprej. Recimo, to je primer enega takega pogajalskega agenta. No, to je par takih primerov. Hvala lepa vam.